mora vladati abecedo. In seveda za mene je pa to v strokovnem smislu zelo odgovorna naloga, katero je bom izbral. Katera je tista, ki vam da počrko K ali pa M ali pa O. Ta naloga je bila v Sloveniji toliko težja, ker imamo toliko različnih jedi. Že prej je kolegica povedala našo kulinarično formulo. In skratka, težko je v 25 črk zbasati vse, kar poznamo. Zato sem potem tudi stvari rešil na tak način, da sem vedno z določenim črko izbral tisto najbolj značilno jed, ostale jedi, ki se začenjajo s to črko, pa so navedene tudi na koncu strani. Toliko o sami knjigi. Seveda, vsaka taka knjiga, vsaka jed v taki knjigi odpira celo vrsto zgodb. Vemo, da v kulinariki so danes zgodbe zelo pomembne. Sej vemo že iz, recimo, komunikacije z osnovnošolsko mladino, če jih bomo vprašali, a bi jedli nakeldo, recimo, to je pač nekaj jed primorskega konca, Istre konkretno, bojo vsi rekli, recimo tukaj v Ljubljani vprašali, a bi vi dan za šolsko malico jedli nakeldo? Ne, kaj je to, se začnejo zmrdovati. Zakaj? Ker jedi ne poznajo, pa ne samo otroci, tudi odrasli. Tudi na ministrstvih se mi to dogaja, ko grem kdaj za kakšen projekt in tako naprej, ali pa ko me prosijo za kakšno pogostitev, da jim svetujem z jedmi, pa napišem eno teh jedi in rečem, to pa ne bi upošteval. Zakaj ne, pravim? Ja, zato, ker to ni dobro, pravim. A vi to jesti morda poznate? Ne, ampak vem, da ni dobro. Se pravi, en apriorizem, ki je zelo značilen za vso birokracijo pri nas, državno še toliko bolj, in za številne, rekel, skupine prebivalstva. Tako da sem se odločil, da danes ne bom govoril samo o konkretnih jedeh, teh 25, ker te so itak že v knjigi predstavljene, ampak bom skušal malo širše predstaviti slovensko kulinarično zgodbo, kje smo na tem področju, kam moramo še iti, kaj nas še čaka in kaj smo seveda tudi dosegli. Seveda, za začetek vedno začnemo z naravnim okoljem, se pravi s tistim okoljem kulture in nature, ki napaja to banko kulinarike Slovenije, odkoder prihajajo vsa bogatstva naših različnosti. Seveda, slovenski prostor je zelo raznolik, kot vemo, se pravi, tukaj je stičišče Alp, Mediterana, Panonske nižine, tudi Balkana, seveda, skratka, vsi in pa neko območje, ki mu rečemo osrednja Slovenija, vsi ti štirje svetovi nekje sooblikujejo podobo naše kulinarike in so sooblikovali tudi v različnih obdobjih zgodovinskega razvoja. Vendar, kulinarika se ni razvijala samo zaradi človekove vpetosti v taka in drugačna naravna okolja. Kulinarika se je razvijala tudi po poti znanja, po poti nekih, bi rekel, načinov posredovanja kulinaričnega znanja. To je naslovnica 6. izdaje knjige, ki je išla še pod imenom Magdalene Plajvajs. Se pravi, Magdalena Plajvajs je izdala od 1. do 6., od 7. naprej pa Felicita Kalinšek, to je slovenska kuharica. Se pravi, ena velika razlika od kuharske knjige Valentina Vodnika, ki pa ni prva slovenska kuharica, ampak je prva kuharica v slovenskem jeziku. To je velika razlika. In Vodnik, recimo, posnetek imam, ampak je žal zdaj prezentacija bila zaradi tega prenosa tehnološkega zamešana. Valentin Vodnik je pokazal seveda takratnim prebivalcem Slovenije, da je slovenski jezik
zelo enakovreden bil ob koncu 18. stoletja na kulinaričnem področju vsem ostalim velikim svetovnim jezikom, ker je v bistvu vse izraze kulinarične lahko izrazil v skoraj vse v slovenskem jeziku. Potem kulinarično znanje seveda ni samo kuhanje. Gastronomska kultura, kar je širši pojem, kulinarika je bolj ozek pojem, gastronomska kultura vključuje seveda tudi načine posredovanja hrane, bondonska pravila, kako se obnašamo za mizo, kako strežemo. To je posnetek iz prvega priročnika v slovenskem jeziku, ki je seveda preveden iz nemškega originala bil, to je Servier Kunde, ki je šel tam okrog prve svetovne vojne, in vidite, kakšen slog serviranja je bil takrat, kakšen spoštljiv odnos do gosta. In tudi na drugi strani, kakšen odnos gosta do strežnega osebja. Danes je to čisto drugače. In meni je zadnjič rekel en znan ljubljanski gostilničar oziroma restaurater, ko sem bil z neko ožjo družbo na večerji in je rekel, poglej, kaj boš jedel. Sem rekel, oprosti, me ima, da bi vstal, pa se obrnil pa še ven. To ni način komunikacije z gostom, ampak hočem samo to povedati, da je tudi ta vidik izjemno pomemben pri tej kulinarični zgodbi. Potem kulinarično zgodbo ni ustvarjala samo kmečka populacija, to, kar zmotno nekateri mislijo. Tudi v strategiji gastronomije imamo izrazita tudi mestna jedila, se pravi tudi urbana kultura, ne samo neka ruralna. Recimo, ko se pri nas začnejo razvijati hoteli in restauracije, so pomembno oblikovali to zadevo, zlasti v večjih, bom rekel, ne turističnih, ampak to so bili letoviščarskih središčih. Recimo, tako središče je bila Rogaška Slatina, tako središče je bil Bled in zadnje po razvoju od začetka 19. stoletja tudi Ljubljana. Tukaj imamo en zelo lep primer jedilnega lista oziroma menija, boš natančno povedano, ni že takole velika zadeva na kartončku s secesijskim okvirjem iz ljubljanskega hotela Union kmalu po odprtju tega hotela. Kot vidimo, so imeli oni natisnjeno osnovo, potem v slepem reliefnem tisku te ledene, meni tudi v slepem tisku in potem je seveda eden od strežnega osebja ali pa kuhar na roko napisal jedilnik. Danes bi rekel, ja, nimam časa in vržeš v računalnik, ampak dejstvo je, v najboljših restauracijah na svetu, ali pa rečemo samo v Evropi, še vedno dobiš na roko napisan meni. Ker je to seveda en poseben odnos ali pa slika ene ravni, za katero si prizadevamo ob vsakem omizju, zlasti ob boljšem omizju. Potem seveda različnega obdobja zgodovinskega razvoja so prinašala različne inovacije v našo kulinarično zgodbo. Po drugi svetovni vojni se je začela ta množična kultura balkanskega žara. Pred drugo svetovno vojno tega skoraj da nismo poznali. Poznamo primer konkretno iz Ljubljane, tam okrog leta 1920 je ena od ljubljanskih gostiln v enem določenem obdobju leta reklamirala z oglasom v časopisju tudi nekatere jedi iz žara. In piše, postregli vam bomo s turškimi klobasicami, v oklepaju pa piše SRB, srbsko, pika, okrajšava, čevap z mehkim č, vejca tur, pika, turško, kebab. Skratka, to je bil, vsaj po mojem vedenju, eden prvih primerov spoznavanja tudi te, bi rekel, balkansko-turške specialitete, ki je pa po drugi svetovni vojni potem doživela
bliskovit razcvet, jasno, zaradi ekonomskih migracij na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Na vse zadnje je tukaj igrala pomembno vlogo tudi jugoslovanska armada, ker je ta vojaški kader se vselil in je s tem samo prinašal tudi svoje prehranske posebnosti. Živo se še spominjam, čeprav sem bil še otrok takrat, kako je kultura žara začela prihajati k nam, in sicer so bili to cigani ali Romi, ki so po hišah nosili iz mehke pločevine izdelane žare. In za minimalno ceno se je bil še več. Ko so ljudje ležali v Piranu ali pa v Kopru oziroma v Ankaranu na plaži, so prihajali na plažo in so prodajali žare. In takrat so ljudje začeli kupovati, to so bila pozna 60. leta, 20. stoletja, so začeli kupovati fičate in to je bilo obvezna oprema v fičatu. Žar iz pločevine in so šli na piknik. Recimo v Ljubljani je bilo to zelo razširjeno ob Malem Grabnu, potem ob reki Sori. To je, da mi smo takrat kot mulci veliko lesali na okrog in v vseh teh rekah se je dišalo tako in drugače in tako naprej. Skratka, vidimo, da je vsaka, v tem primeru pač obdobje prejšnje družbene ureditve, vsako zgodovinsko obdobje nekaj novega prineslo, ljudje so nekaj prevzeli. Res pa je, da intenziteta tega prevzemanja ni bila tako intenzivna, kot je pa danes. To je pa dejstvo. In danes seveda zveš za eno neumnost tudi spominjačega področja in potem čez en teden bo že cela Ljubljana polna burgerjev in ne vem čisto vsega. No, pica je tudi tak primer, 60. leta, pride ta kultura tudi v naš prostor, ga osvoji. Danes seveda namenoma sem to prinesel pokazati, to fotografijo. Danes pizzerije imaš marsikje, tudi žal tudi na turističnih kmetijah. No, potem seveda naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri utrjevanju in oblikovanju neke kulinarične podobe, je zaščita določenih živil. Zato je poskrbela Evropska unija s tem znakom, ki je tukaj viden lepo, se pravi, to je ta varianta geografske zaščite, potem imamo še varianta tradicionalnega poimenovanja. V Sloveniji imamo danes zaščitenih, mislim, da 24 živil in jedi, kar je malo, za razliko od nekaterih drugih držav, zelo malo. Res pa je, da se teh stvari lotevamo malo nerodno včasih, da imamo pri tem veliko težav, za katere smo pa večkrat sami krivi, ali pa kar vedno. Velike težave smo imeli zaščito krajinske klobase, zdaj je trenutno se pripravlja zaščita oziroma je tik pred pošiljanjem v Bruselj, če jo že niso postali tudi slovenska potica, se bo imenovala, in sicer za začetek se bo zaščitil 5 potic. Med zaščitenimi jedmi je recimo prekmurska gibanica. Zgodba o prekmurski gibanici, to je tudi v knjigi noter, je zelo zanimiva. Odkot ta gibanica? Torej, v Prekmurju so poznali razne vrste gibanic, tam nekje do druge polovice 19. stoletja, tudi še prvi polovici. In takrat so na prekmurska veleposestva hodili delavci kot delovna sila iz sosednjega Medžimurja. In so seveda s seboj prinašali tudi gibanico, ki je skoraj identična tej. Potem pa dolgo časa ni bilo več, prav, oni so to nekatero prekmursko prebivalstvo se znali s to gibanico. In po drugi svetovni vojni so pa začeli predvsem v lokalu Čarda, to je na cesti, če se peljete iz Murske Sobote proti Moravskim Toplicam, na pol poti približno, v lokalu Čarda pripravljati dve jedi, ki izvorno nista prekmurski,
ampak sta po njihovi zaslugi postali prekmurski. In sicer prekmursko gibanico, ki je bila samo interpretacija medžimurske gibanice in pa prekmurski bograč. Bograč, ki nosi ime po posodi, ne pa po jedi, ki je izvorno iz sosednje Madžarske. Tako, zelo zanimivo, ampak če pustimo to zgodbo ob strani, pa gremo pogledati, kako je s prekmursko gibanico danes in kako je z medžimursko gibanico danes. V Medžimurju, če greste, recimo v hotel Golfer, to je odličen hotel, zelo moderno orientiran, z odličnim direktorjem, z odlično filozofijo tega direktorja, s perfektno lokalno kulinarično ponudbo in imajo v glavni jedilnici tak velik plakat oziroma neko tablo in piše Medžimurska gibanica zdravo jelo. In potem je narisana ta gibanica in piše jabuke, ove, jove, odavde, potem piše orasi, orehi, in tako naprej. V bistvu, če greste pa vi v Slovenijo, se vam pa zgodi, da greste v restauracijo in rečete tudi natakarju, a imate prekmursko gibanico? Se vam zgodi, da vam reče, ja, nimamo, pa tudi sicer, to je prehranska bomba, to ni fajn, to je preveč nasitno in tako naprej. Skratka, mi se takoj začnemo upravičevati, medtem ko sosednjem Medžimurju pa to gibanico promovirajo kot izjemno zdravo jed. Skratka, spet vidimo, kako je pomembno, da poznamo vse plati določenega živila. Potem seveda ne smemo pozabiti še en moment, ko govorimo o sestavi kulinarične ali gastronomske zgodbe Slovenije, to so turistične kmetije. O gostinah in restauracijah smo že govorili, nekaj pa še bomo, turistične kmetije. Ta teden so imela jutri moja mesedi proslavo 20-letnice Združenja turističnih kmetij Slovenije. Sicer zgodba o turističnih kmetijah sega v zgodnja 60. leta 20. stoletja in mislim, da že na samem začetku je bila narejena ena velika napaka. Prvi že ta model gostinske ponudbe ni bil dobro definiran. Dobro definiran v tem smislu, kaj je turistična kmetija. Ali je to ena kmetija, ki kuha neke jedi, bolj ali manj daleč nazaj v zgodovino, segajoče jedi, ki so pogosto tudi stereotipi naše nacionalne prehrane, ali je to kmetija, v kateri priješ in ješ in piješ tisti dan ali pa tisti teden to, kar prebivalci tiste kmetije tudi uživajo in pijejo. To je bistveno pri celi stvari in ker te stvari niso definirane, seveda so se delale velike napake. Recimo, to je en način serviranja te mesnine, ki je popolnoma zastarel. Jaz to kažem kot negativen primer v bistvu. Zakaj? Ampak kmetice, ki tako postrežejo, niso krive. Krivi so tisti, ki so jih v tem smislu izobraževali. Danes se dogaja, da na turističnih kmetijah strežejo nek kulinarični minimalizem in ljudje, ki nimajo osnovnega znanja o dekoriranju jedi, neke pikice in vijuge delajo na krožnika in podobne stvari, to je seveda zelo zgrešeno. No, med zaščitenimi jedmi so tudi idrijski žlikrofi. Še vedno na spletu najdete znamenite podatke, da so idrijski žlikrofi vplivi sosednje Italije, s tortellini in ravioli in podobne zadeve, kar je čista laž. Idrijski žlikrofi so zelo mlada jed, razvojno zelo mlada jed, konec 18. stoletja, začetek 19. z zadnjim valom rudarskega življa iz Transilvanije ali Sedmograške, ki pa so dobili tukaj spet eno svojo interpretacijo. Glavni nadev v žlikrofih je kaj? Krompir, seveda, pa nekaj ocvirkov, malo zelišči in tako. Skratka, vemo pa, da
krompir na Slovenskem množično jemo od konca 18. oziroma začetka 19. stoletja. Tudi po tej plati je to popolnoma iluzorno govoriti, da je to ne vem kakšna stara jed in se razvija iz sosednje Italije in tako naprej. Zato seveda ne zaupajte podatkom vsem, ki jih prinaša splet. Zelo zgrešeno bi bilo, če to kulinarično zgodbo Slovenije ne bi povezali tudi s pijačami. Mi imamo predvsem za enkrat še vedno zelo dobro vodo v Sloveniji. In velika škoda je, da v naših tudi odličnih restauracijah ne strežejo vode iz pipe, ampak strežejo vodo iz steklenic. Zakaj? Mislim, da nam je vsem jasno. Dva vzroka sta za to. Na eni strani agresija teh vodnih multinacionalk, na drugi strani pa seveda hlastarnje za zaslužkom. Ampak dejstvo je, da na drugi strani pa govorimo, recimo o turistični promociji, da je Slovenija zdrava, vitalna, zelena, vodnata dežela, ne ponujemo pa vode iz pipe. Ali pa recimo, jaz recimo, kdaj grem v tujino predavati, večkrat pokažem studence, izver studenca pa en tak napol zarjavel piskar zraven za pohodnike in turiste in planince, da si natočeš in si žejo pogasiš. In so vsi, a to prvo še možno. Skratka, v popolnoma onesnaženem svetu imamo zaenkrat še pač to zadevo. Potem so pa seveda še žgane pijače, videli smo enega tegale, prosim? Ne, iz Ruševja, to je gor na Jezerskem, ko imajo te pomladne poganke Ruševje, to je to nizko Ruševje gorsko, se to namoči šnops in to je zelo dobra zadeva, za razne zdravstvene zadeve. In seveda ne bi bila popolna ta kulinarična zgodba Slovenije, če ne bi omenili seveda tudi